pa samo še hitra vprašanja. Kaj starejše generacije narobe razumejo pri mladih? Starejše pozabljajo, da so bili nekoč mladi. In zaradi tega se mi zdi, da so pozabili, kako je bilo 30-40 let nazaj, in ko imam sama kakšen tak izziv z mojimi otroki, se vedno postavimo tiste, ki je imela Eva Olstarterke gor bele z modrimi vezalkami, kako sem pa jaz takrat funkcionirala. In takrat potem lažje razumem njih. Ali je pričakovanje, da mora delost človeka osrečevati, psihološko zdravo ali nevarno? Nevarno. Sreča je sam češnjica na vrhu torte, ko dobimo to češnjico v življenju. In delamo zaradi drugih stvari, delamo zaradi tega, da smo finančno neodvisni, da zaradi samopodobe, rasti, zaradi medosebnih odnosov, zaradi ugleda, zaradi novih znanj, ki jih dobivamo. In morda tudi na trenutke čutimo srečo, ker nekomu nekaj pomagamo, ker jim nekaj uspelo, ker smo presegli sami sebe, ampak ne sreče na delovnem mestu, pa ni potrebno iskati, ker bomo izgoreli. Aha, tle pridemo na to področje. Kaj bi spremenili v slovenskem šolskem sistemu, če bi imeli to možnost? Da se učijo otroci za življenje. To pomeni, da v vsaki stvari šolski, ki se jo učijo, da vidijo smisel, da je več povezovanja med različnimi predmeti in da se predvsem učijo poslušati sami sebe. To pomeni, da tudi je delo na sebi znotraj šolskega sistema. Kot pri slovenščini, ko se berejo določene stvari, lahko morda neka berila v osnovni šoli, tudi o ranljivih skupinah, ki jih ponavadi kar odmikamo na stran v slovenski družbi, od tega, ko sva že klepetala o fizični pripravljenosti svojega telesa, o povezanosti duha in telesa, kako te stvari so povezane, da se človeka opolnomoči, da se ga opremi za samostojno življenje, ne pa da se ga dela invalida in odvisneža od medijev, od drugih, da lahko človek sam preživi. Ne pa, da potrebuješ varuško, neko doktilika, vrtnarja, mehanika, ampak da se čutim opolnomočena, ker zmorem sama. In več, ko zmorem sama, bolj sem samozavestna. Kaj pa je bolj pomembno? Samozavest ali prožnost? Prožnost. Včasih preveč samozavesti škodi, tako da jaz mislim, da tukaj bom rekla, tista srednja meja je najboljša. Zdi se mi pa, da mora biti človek prožen, kaj pa to pomeni, da je normalno, da človek, ko pride do krize, do neke spremembe, da se poti, da morda ima prazne misli, da slabo spi, da se mu prebava pospeši, ampak ko gre pa ven iz te situacije, pa se lahko sprosti, uživa, sliši ptičje petje, opazuje, kako drevje cveti. Ali smo otrokom vzeli odpornost s tem, ko jih, recimo narekovaji, preveč razvajamo? Ja, je pa res, da bodo živeli oni v drugačnem svetu. Ampak jaz mislim, da prožnost otrokom nismo privzgojili. Da prožnosti ni v taki meri, da bi lahko oni šli tekoče skozi življenje. In da tudi, če smo jih zaščitili, tudi, če smo jim nudili vse, prej ali slej jih bo življenje postavilo na realna tla. In o tem, da obstajajo princi na belih konjih in princeske, naj sanjajo. In tako smo jih vzgajali z vsemi filmi, risankami, ampak oba veva, da življenje ni potica. Da življenje je cela vrsta izzivov in krize niso samo COVID in finančne in demografske. Kriza je lahko vsak dan. Kriza je lahko to, da mi danes, da doživim, da mi imam prazno gumo. Kriza je lahko to, da mi doma izpade električni tok in v zmrzovalniku se vse odtopi. Kriza je lahko to, da kolegica na delovnem mestu da odpoved, pa moram namesto nje stvari početi. To so krize nas,
ljudi vsak dan. In tukaj se mi zdi, da moramo biti prožni in opremljeni, da lahko gremo tudi skozi to brez hujših posledic. Zdaj pa tako, omenili ste, v bistvu je kriza rodnosti, ne? Se pravi neka vrste demografska kriza, ne? Kriza medosebnih odnosov, pa še eno krizo ste omenili. Ne? Ne vem, ja. Še ena kriza, tri se spomnim, da so bile, no jaz na koncu gosta vedno vprašam, se pravi, kako ste na naslednjo krizo pripravljeni vi, doktorica Boštjančič? Jaz sem tudi imela v življenju že veliko kriz in mislim, da sem odšla iz vsake krize bolj notranje mirna, bolje opremljena in navznoter močnejša. Ne vem, kako se to na zunaj kaže, ampak predvsem sem našla nek notranji mir in neko zadovoljstvo in neko radost v življenju. Zdi se mi, da je življenje zelo bogato, zelo lepo in da nam nudi ogromno, če vidimo, slišimo in čutimo.